Take the beat to the street. Živijo. Petek je seveda dan za brez panike. Najprej bomo spoznali perspektivni skupini Ice on Fire in Joker Out. Zasedba Indigo je zastopala novomeške barve na Emi, v Črnomlju pa so mladi pomagali obuditi staro mestno jedro. Na gledaliških odrih navdušuje predstava Demian, Edo Majka pa je zopet prišel v Novo mesto. Uživajte! V novomeškem Lokal Patriotu je nastopil čas za nekaj avtorskega mladega rock'n'rolla, ki sta ga predstavila benda Joker Out in Ice on Fire. Slednji dolenjski bend je z izdajo CD-ja začel novo zgodbo o svojem ustvarjanju. Sicer pa sta benda zelo hitro našla na odru skupni jezik. Mi smo se spoznali na enem glasbenem festivalu, ki ga organizira Gimnazija Vič na Vidstoku. Mislim, da 2 leti nazaj. Lani. Oba benda sta dosti energijska benda, dosti energijsko igrata, sta dosti zažure, pa tudi ljudje smo taki, vsi po vrst fantje, da radi žuramo, tako da smo ga takrat na Vidstoku zažurali. In evo, danes pa spet dalje. Joker Out so se šele dobro podali na skupno glasbeno potovanje. Jaz sem iz benda Joker Out, smo Ljubljančani. Smo poimenovali svoj lasten sound, da rečemo, da igramo nek shagadelic rock'n'roll. Kaj to pomeni, ne vem. Bojo punce povedale. Ne vem, pač mi smo funky rock'n'roll, igramo ne take muzike kot oni, tako da se lepo komplementiramo danes. Fantje iz Ice on Fire pa so svoj debitantski album Dobro v slabem premierno predstavili ravno na tem koncertu. Super, da smo dejansko prišli do tega, bilo je kar dolga pot. Že samo snemanje je trajalo 1 leto popolno, pa zdaj še vse te zadeve končne smo uredili, pa tisk, pa vse te zadeve. Tako da zdaj že živčki prihajajo, pa je pa noro. Vsaj tale zadnji teden, kar ne moramo verjeti. Sploh, ko smo CD prijeli v roke, ko smo ga dobili, dejansko, da smo prišli do tega, tako da odlični občutki. Tudi njihovi glasbeni gostje se že resno spogledujejo s tem, da izdajo svoj prvenec. Mi smo zdaj 1 leto pa pol skupaj, sem prej pozabil povedati. Plato bomo snemali septembra, upamo. Imamo pa zdaj le 2 singla zunaj, pa nekaj jih je še nastaja. Ice on Fire so se širši slovenski glasbeni sceni nedavno predstavili s singlom Heroj. Pač s Herojem, s tem komadom smo tudi napovedali ta koncert, pa vse te zadeve, ki pridejo zraven. Kako bi rekel, ta Heroj bi bil kot zaključek te plate. Zdaj imamo pa že tako novo muziko, ker je tudi časa vse nastajalo, da imamo že pripravljeno in novo glasbo, že tudi danes jo bomo izvajali. Tako da ta Heroj je bil predvsem zavil je vse te komade v celoto. Kljub temu, da gre za 2 mlada in precej neuveljavljena benda, pa veliko nastopata po vsej Sloveniji. Jaz iskreno bom rekel, da ja. Se mi zdi, da ja, zaradi tega, ker imamo kar veliko enih koncertov. Da mislim, da če si band želi igrati, bo vedno najdu plac za špilati. Band Ice on Fire je od svoje ustanovitve doživel kar nekaj sprememb, ki se razumljivo kažejo tudi v njihovem zvoku. Sam zvok je šel prinesel tistega klasičnega punk rocka, da se je res samo nažigalo do nekih tistih melodičnih pretakanj, sploh 2 kitar, pa vse, da je tu paše, ker je naša glasba dosti polna in zato moramo dosti paziti, kam, kje pride, da se vse lepo sliši. Je pa definitivno, tako kot si povedal, s tem, ko smo odraščali, zdaj če igramo 4 leta, je se tudi tu dosti poznalo, sploh na sami kvaliteti zvoka, na moči. Fantje imajo že jasno zastavljene cilje za bližnjo prihodnost. Za letošnje leto je definitivno čim bolj promovirati to plato, čim več ljudem pokazati, da smo bendi, ko delajo muziko, ko delajo plate, ki se ne bojijo sami plate delati. S tem pozdravim pa itak novo muziko, pa gremo dalje, naberemo sredstva, gremo snemati in jovo na novo, samo dalje. Je pa res, da zdaj, kar bo v prihodnosti, besedila bodo v angleščini. Smo rekli, da naslednja plata probamo po angleščini. Čisto tako, iz gušta.
Kar sama po sebi se torej ponuja možnost preboja v tujino za Ice on Fire v prihodnje. Večina ljudi pravijo, da je dejansko lažje priti nekam v tujino, ko imaš izdelek, pač probali še nismo, tudi nimamo izkušnje s tem, ampak ljudje pa pravijo, da živimo taki cajt v tem globalizaciji, da je lažje priti ven, tako da ne vemo, kaj pričakovati, ampak probali pa bomo, že tu je. Smo navdušeni na tem, da bomo to probali. EMA 2018, slovenski zbor za pesem Eurovizije, ki se je zaključila pred nekaj tedni, je imela tudi novomeški pridih. Skupina Indigo se je s pesmijo Vesna uvrstila v veliki finale in s tem novič dokazala, kako raznovrstna in močna je novomeška glasbena scena. Čeprav so mnogi šele na EMI prvič slišali za skupino Indigo, pa imajo že precej daljšo skupno pot. Pred leti so izdali tudi svoj prvi album. Mi smo skupaj že od leta 2011, tam nekje se je skupina formirala. Takrat smo začeli snemati s Petrom Penkotom, poli čez 2 leti izdali album z naslovom Drugačna. Zdaj smo pa v bistvu manjši zasedbi, iz osnovne zasedbe smo ostali 3, plus gostja Nina Pečar, pa isti producent, seveda Petr Penko, ki je naš 4., 5., 6. in 7. član benda. Zdaj smo šli pa še na EMI. Kako dolgo je bilo v njih želja, da se predstavijo na EMI? Če me malo poznate, veste, da je meni že tako patrioto, malo narodno, med špil. Tako da ne glih, ampak mogoče je bila pa v zadju ena skrita želja, da nastopimo, da se predstavimo s svojim avtorskim komadom na malo večjem odru, festivalu. Smeri EMA en dosti gledanih, oziroma najbolj gledanih glasbenih takih festivalov v Sloveniji. Potem smo se odločili v bistvu zelo na hitro, kaj pa če pošljemo, pa smo rekli, pa dajmo, ne, pa dajmo. Pa so nas sprejeli in potem sem šele videla v bistvu, ko sem tako vesela, kako sem si tega želela. To je bil za Indigo največji nastop do sedaj, saj ste predstavili širši slovenski javnosti. Stresno je, zelo, ampak vseeno zanimivo. Pač to je televizija, to je drugačen format prireditve, kakor v kakšnem klubu, tudi ni publike. Prvič smo tudi peli na Matrico, še nikoli nismo, petje je bilo v živo, glasba je bila Matrica. Potem pa vse to, tudi oprava, to mora biti vse in koreografija in make-up in frizura, to ni kar tako, da prideš gor. Mislim, lahko bi, ampak smo se drugače zamislili. In ja, že to, da stojiš tam gor v eni opravi, ti jo naštima eni profesionalci, ti da eno energijo, eno moč, se počutiš tako zanimiv občutek, je pa, ja, kot sem rekla, kar stresno. Njihov cilj na EMI ni bil čim boljši rezultat, ampak to, da se preizkusijo tudi v tej vlogi. Mi nismo niti pričakovali finala, tako da je bilo to dobro, da smo prišli v finale. Z nastopom sem zadovoljna, seveda zdaj v bistvu se še ne upam čisto gledati nazaj. 1-2krat sem šla na pijači, ampak seveda bi bilo lahko še marsikako boljš, trema je le trema. V finalu mislim, da smo se tudi fino odrezali, na koncu smo prestali na 7. mestu. V bistvu smo mi rekli, ko mi odpojemo, ko mi zaključimo, smo mi zmagali in smo zmagali in to je bilo to. Zgodba pesmi Vesna, ki pooseblja pogansko simboliko šmarnic, na najboljši način prezentira to, kar Indigo pravzaprav so. Vesna ne govori samo o prebojenju narave, se pravi pomladi, ampak o prebojenju pri posamezniku. Zdaj, celotna filozofija Indigo otrok sloni na tem, da lahko nekako vsak posameznik spremeni svet na boljše. In naše orodje, moje orodje je glasba, se mi zdi, da ima pa vsak orodje, da lahko nekaj spremeni, da je boljše. Sicer, da je boljše na tem svetu. Sicer pa so v teh časih maja, kresovanja, postavljena kresov, je veliko vlogo so predstavljate šmarnice, ki jih opisujem v skladbi. Zbirali so v bistvu deklico Maja, ki je bila pravilno oblečena v zeleno obleko in imela venec spleten iz teh šmarnic. Čeprav večina članov Indiga igra tudi v drugih bendih, pa je ta zgodba za vse nekaj posebnega. Indigo je nekaj posebnega, ker je to pač nek moj prvi otrok.
in tudi od vseh članov v bistvu. Ne? Tudi Maj, ki poje Bartololik, čuti eno posebno vez do tega benda. Ne, ni težko zaradi tega, ker je to ena druga zgodba, ena druga glasba. Zmeri je pač tudi moja in Maja besedila so, ampak je nekaj zelo neobremenjenega. Anja Pavlin sicer pravi, da najverjetneje na Emi ne bodo več nastopili, a hkrati opozarja, da se zvračenega kruha največ poje in pušča vse možnosti odprte. Nismo se obremenjevali z uvrstitvijo in z ničemer drugim kot to, da se pač predstavimo sebe kot band, kot skladbo, kot našo filozofijo, za katero v bistvu vsi stojimo, tudi to zvočno podobo. In to je to. Mislim, da smo svoje naredili. Večina mestnih središč v Sloveniji ima težave s tem, da se v njih druži vedno manj ljudi in so vedno bolj zapuščena. Nekaj podobnega se dogaja tudi v Črnomlju, kjer pa so se s tem spopadli z dogodkom Razvajajo se v mestu, katerega namen je to, da zopet obudijo staro mestno jedro. Številna društva in posamezniki so stopili skupaj za to, da privabijo čim več Črnomaljčanov iz svojih hiš v mestno jedro. Staro mestno jedro je precej zapuščeno. Deluje nekaj trgovin, nekaj lokalov, ki se trudijo po svojih najboljših močeh. Opažamo, da se vsako leto pojavi kdo nov, skratka, da je nek interes. Tudi na teh prireditvah, ki jih organiziramo skupaj, vidimo, da ljudje radi pridejo v staro mestno jedro. Verjetno bi pa bilo potrebno pri sami infrastrukturi, pri stavbah narediti še kaj več. Pač mi se trudimo res vsak mesec, vsak dan se trudimo, da bi čim več mladih prepoznalo potencial Črnomlja, čeprav tudi majhen, bolj oddaljeno središča same Slovenije, ampak da prepoznajo, da je tukaj še skozi prostor, v katerem se lahko razvijajo, v katerem se lahko ustvarijo svoje nadaljnje življenje in se imajo fajn. Imamo nekako percepcijo, da se tukaj nič ne dogaja, ne? Tako da je zelo lepo videti, da dejansko se malo oživi ta center Črnomlja sam in da se dejansko tukaj nekaj dogaja, da lahko prispevamo tudi sami k temu, da se zberejo pač vse generacije od malih do najstarejših in ja, pozitivna stvar. K temu projektu so aktivno pristopili tudi mladi, ki so prepričani, da je tudi Črnomelj mesto, ki lahko marsikomu marsikaj ponudi. Meni se zdi, da je to kar pomemben faktor, ker mladi smo kar velika populacija, sploh v Črnomlju, če se nas nabere, je to v bistvu cel trg in tudi kasneje se bo to prenašalo na naslednje generacije, mi bomo vodili svoje posle, mlajši pa prevzeli naš posel sedaj. Če si v teh vodah, KBŠ, MCBit, se najde, da je nekaj, vedno je nekaj, ali so koncerti dol v klubu, ali so kakšne izmenjave, so kulturni dogodki, nekaj se najde, skozi se nekaj najde. Ta projekt je bil novičen dokaz, kaj vse se lahko naredi, ko ljudje stopijo skupaj. Zelo smo tukaj hvaležni tako društvom, kot različnim podjetnikom, vrtcem, šolam, ki pri teh zadevah priskočijo nekako k sodelovanju, so veseli, da se lahko pokažejo. S tem privabimo tudi njihove starše, prijatelje, ki tako preživijo lep popoldan. Največji izziv za ustvarjalce družabnega življenja v mestu je v tem, da privabijo ljudi na njihove dogodke. Danes ja, pač tudi sami to vemo iz svojih projektov, ki jih organiziramo, da je težko ljudi nekako privabiti in pač jim pokazati, da je to dejansko dobro, kaj se tukaj dogaja, ne, pač ker tega niso navajeni, tako da pač ja, super je to, da pridejo sem, da so prepoznali, da je ta dogodek super, da se lahko zabavamo, da je tudi Črnomelj zabavno mesto, v katerem se nekaj dogaja in da ni pač tam ščava. Pravzaprav ni nekega recepta ali pravila, kdaj ja, kdaj ne. Velikokrat pridejo, moramo reči, da so prireditve lepo obiskane, ni pa to pravilo. Na tem dogodku so premierno predstavili novo aplikacijo Travel Art Slovenija, ki jo je ustvarilo 10 udeležencev delavnice v podjetniškem inkubatorju Bele krajine kar 8 mesecev. Bistvo aplikacije je v tem, da raziskujemo kulturno dediščino Črnomlja. Začeli smo z delavnico v mestu, kjer smo oblikovali 3D model, tako da so vsebino aplikacije zasnovali domačini. Ideja je, da skozi virtualno realnost spoznamo dediščino in vse ostalo, kar mesto ponuja. Lahko dejansko vidimo objekte in modele in se učimo o njih.
Naredili smo izlet po mestu, kjer si ljudje lahko gledajo Sveti Duh ali Sveti Peter, njuno zgodovino in vse to skozi aplikacijo. V glavnem smo izdelovali modele, 3 modele, pač ta Črnomaljski grad, cerkvi 2 in v glavnem je bilo to. Šli smo bolj od osnov, od začetka izgradnje do tekstur, sodelovali smo v redi, ni bilo nobenih težav. Meni je bilo malo lažje zaradi prejšnjega znanja že iz tega področja. Pri drugih sodelovalcih je bilo pa malo težje, ker niso imeli znanja predhodnega. Kdor je aplikacijo že preizkusil, je z njo več kot zadovoljen. Aplikacijo smo preizkusili tudi na sejmu v Amsterdamu, kjer so bili navdušeni nad njo. Mislim, da ponuja veliko priložnost za turizem. Ideja, da lahko dejansko vidiš 3D modele v realnem okolju, poleg tega tudi animacije, zvok, tekst in podobe. Do sedaj smo prejeli le lepe odzive, kar je dober občutek. Z gradnjo skupnosti okoli aplikacije, ki bo ustvarila dodatne nove vsebine, je njen cilj, da postavi Slovenijo na zemljevid prave art turistične destinacije. V novomeškem Anton Podbevšek teatru so predstavili prvo letošnjo premiero, predstavo Demijan, ki je nastala po motivih istoimenskega romana Hermana Hesseja. Režiserka predstave je Novomeščanka Jana Menger. Demijan je revolucionarni roman, ki tematizira obdobje odraščanja v ekstremnem času. V glavnih vlogah se predstavljata Klemen Janežič in Niva Ivanišin. Zgodba govori o mladem fantu, ki odrašča in spoznava svet s pomočjo prijatelja, Demijana, ki pa mu odpira nove nazore, nove poglede, omogoče že, kako bi rekel, uveljavljene resnice. Tako, in kako lahko gledamo v bistvu svet z večjih plati, ne samo z ene, ki je že uveljavljena in, kako bi rekel, potrjena iz strani družbe. Taka tematika je aktualna pač skozi, dokler človek živi, se bo ukvarjal sam s sabo in tako je pač to zmeraj aktualno. Ker ni vezano nujno na nek konkreten čas, na konkretno časovno obdobje, zgodovinsko, zato je pač to se da aplicirati v prihodnost, preteklost, sedanjost, kadarkoli. Na odru sta le 2 igralca, kar pomeni, da mora med njima biti prav posebna energija. Predstava predvsem se mi zdi, da odpira določene vprašanja, ki so, kot je Nina rekla, aktualna v brezčasnosti. Zdaj naporno, pa tako se mi zdi, da predstava ni dolga, tako da mogoče je samo v koncentraciji in predstava pač nosi močno vizualno podobo, pa da se vsi ti mediji uskladijo med sabo. Mogoče je to še največji izziv te predstave. Koga Demijan nagovarja? Kako se že reče pri otroških predstavah, od 0 do 99? Tako. Recimo, kogarkoli bi zanimalo, predvsem tiste, ki jih zanima, no, ja. Pa da pridejo pogledati, pa če mi je všeč, vzamejo za svoje, če ne, pustijo tukaj. Predstava odpira polje vprašanj identitete, spola, lastne eksistence in možnost simbioze v svetu, kjer poznamo grozodejstva, ki se zrcalijo v vojni, samomorih ali drugih oblikah življenja in želje po preživetju. Demijana ima verjetno vsak v sebi, ker vsak poskuša biti svoj sodnik, razsoditi glede na vrednote, moralne, etične vrednote, ki jih imamo v sebi, vsak jih postavlja sebi sam. Je pa res, da tukaj se pa ujamemo večkrat v mrežo družbe, ki nam jih postavlja za nas, etične, moralne, vse to. In se mi zdi, da Demijan predvsem to, tukaj spodbuja, da mora biti vsak svoj sodnik, sam presoditi, se pozanimati glede določene stvari in potem podati svoje mnenje, ne pa naslepo sprejeti družbenega mnenja, kar tako. Demijan številnim od nas ponuja odsev v ogledalu. Lepa mi je misel, ki jo poda, da človeštvo ni nek cilj, ki smo ga že osvojili, ampak je človeštvo šele ena destinacija, kateri smo na poti. Ne? In to je recimo meni zelo zanimivo. Tudi evolucijsko
mi zdaj v tem trenutku mislimo, da je to naš vrhunec razvoja človeka, ne. Ma kje je, po moje sploh ne. Še posebej ne zato, da če odkar zdaj zapisujemo, spremljamo zgodovino, vidimo svoje napake, ne znamo jih pa popraviti oziroma ne znamo se odrešiti nekih zmot ali pa zapletov, ki jih imamo, očitno nismo še tako zelo daleč, kot si mislimo. In upam, da s časoma pričakujem 100, 200, 300, 400, 500 let, mogoče milijon, pa upam, da bo že kak razvoj, da se odmaknemo od teh tem, ki nas zdaj obremenjujejo zadnjih 2000 let, recimo. Čeprav je predstava nastala po motivih istoimenskega romana, pa je odrska različica nekaj posebnega. Roman je roman, pač po opisnosti in po mediju, ki ga roman nosi, je seveda drugačen od gledališke predstave, ampak se mi zdi, da smo poskušali izbrati najmočnejše motive, najmočnejše, kako bom rekel, ideje, ki jih nosi roman in jih nekako izluščiti v to predstavo. Jaz upam, da gledalci bodo prepoznali in tudi mislim, da bodo uvideli, kaj smo ustvarjalci te predstave vsi skupaj poskušali povedati preko romana. Moram pa reči, da ga jaz v srednji šoli nisem srečal, pa mi je malo žal, takrat bi po mojem bila to moja Biblija na pol, ampak ja, sem pa zelo vesel. Mislim, zelo dobra literatura, material in Jana Mengar kot režiserka in celotna ekipa Apta, neverjetna podpora. Hesejevo delo je eno tistih, ki v različnih obdobjih življenja doživljaš povsem drugače. Se mi zdi, da je on optimalen, če ga bereš recimo 15, 16, 17-letnik, 18-letnik recimo v enem obdobju, recimo gimnazijskem ali pa srednješolskem. Takrat je zelo udaren in se mi zdi, da zadene tja, kamor cilja kot tak, ne. Kasneje je pa pač štivo, ki je sicer interesantno, ampak se te ne dotika več tako neposredno, kot se te takrat. Namreč tudi osrednji lik Sinclair je odraščajoči posameznik, se pravi najstnik, in to lahko takrat v tistem obdobju neposredno vežeš tudi nase, ne. Zdaj, ko recimo jaz sem prebrala to pri 32, je pa že tu ena distanca, ki je dobra za ustvarjanje, v smislu, da se s materialom spoprijemam kot ustvarjalka, ni pa več tistega učinka, ki bi ga imela name, če bi ga brala pri 16. Edo Majka, znam po izvrstnih družbeno-kritičnih besedilih, izjemnem storytellingu ter brezhibnem flow, se je v Slovenijo vrnil s kratko turnejo. Ena izmed njegovih postaj pa je bilo tudi Novo mesto, kjer mu je na mikrofonu družbo delal Frankie, za mešalno mizo pa DJ Soul. Svake 2 godine dođem, ali imam prijatelja tu pa dolazim barem do 3 put godišnje privatno. Približno 2 leti pridem v Novo mesto. Tukaj imam tudi prijatelje, tako da vsaj 3-krat letno pridem še privatno, na Roštilj in podobno. Super mi je ta prostor, Lokal Patriot je super klub. Z mano so ljudje, ki so z mano že od čistih začetkov, Frankie in DJ Soul. Mi smo preverjena trojica in skupaj smo nastopili že na številnih nastopih in spet smo tu. Odradi smo jako puno koncerta, jako smo svirki. Edo je na sceno udaril sedaj že davnega leta 2002, ko se je s svojim prvencem Slušaj mater in hiti, kot so Prikaze, Mahiri Alma ter drugi zavihtel na vrh glasbenih lestvic po Balkanu. Ja mislim da je FM Jam, ova naša ekipa, da je probijala u biti redu. U Bosni probala je pravo i ti početci. Mislim, da je FF Jam, ta naša ekipa, prebijala let v Bosni in ga je tudi prebila. Začetki so bili težki, čeprav tudi danes, kar se tiče repa, težko. V tem prostoru se na rep še vedno gleda kot na underground sceno, ampak bilo je dobro. Srečo sem imel, sem naredil res dober prvi album in takrat smo igrali po vseh večjih in manjših mestih. Prva 2-3 albume smo preigravali po celi regiji. Tako se je počasi tudi ta scena v Bosni razširila in danes imamo nove člane, nove ustvarjalce, nove DJ-je, nove MC-je. Dobro je. Imamo mi više članova, imamo novih izvođača, novih DJ-eva, novih MC-a i dobro. Med reperi iz regije je vedno vladala velika mera kolegijalnosti. To je ta suradnja kot za vrijeme Novog vala, kako se ljudi surađivali isto. To je takšno sodelovanje kot v času Novega vala, ko so sodelovali ljudje iz Zagreba, Beograda, Ljubljane, Skopja, Sarajeva, tako je tudi danes. Vsaka klapa dela neke svoje festivale in partije in tam povabiš ljudi, izmenjaš informacije in muziko in vse to. Muzika in vse to. Dolga in predvsem bogata ustvarjalna pot Eda Majke tudi pri njem povzročila lepe občutke. Pa ponosan sam ja na sebe,
napravio sam dobar posao tada i nisam imao nekih ogromnih kiksova. Ponosen sem nase, naredil sem dober posel. Nisem imel velikih kiksov in dobro smo vse to naredili glede na pogoje, ki smo jih imeli. Ko sem izdal prvi album, pogoji na Balkanu niso bili dobri, klubi so bili v slabem stanju. Sploh nismo vedeli, v kaj se spuščamo, nismo imeli menedžerjev, tudi infrastruktura ni bila urejena. Tako da smo bolj ali manj te stvari urejali sami. Sami meni više praviti iz iskustva, znači nositi stvari, to sve. Sedaj je že blizu tega, da zaključi svoj nov album, ki pa bo precej drugačen od tega, kar smo bili do sedaj od njega vajeni. Imam novi bend i bit će dosta bendovska svirka, znači. Imam nov bend in bo precej bendovski album, ne bo samo hip-hop. Malo se spogledujem s funkom in rockom, malo bo tudi jazza, vsega po malem. Prav izziv mi je sedaj delati z bendom, ker že dolgo nisem ustvarjal na tak način. To pa ne pomeni, da bom prenehal repati na matrico. Ne znači da ću prestati repati na matrici. Nek počne laganje, nek počne farbanje, silovanje billboardima sa svakog koraka, na skupu kad me činu da se odmah zbrzo od straha, da im kraja prvog brada pucaju ozdravlja, uči povijest moje važne, često se ponavlja, generacija upravlja, ali ne uči kakvivo, slobodom kad režu i nesivo, panika, petinska je gimnastika, bacaju šume, to je taktika, svaka ideja ima razlika, pa kaže panika, pozivno samo vršna svastika, to nije život, to je plastika, loša vremena su za radnika. Čez 14 dni bo nastopila tudi že koledarska pomlad, tako da bodo temu primerne tudi vsebine nove oddaje Brez panike. Med drugim smo obiskali veliki dobrodelni koncert za družino Rajk. Do naslednjič, vse lepo!